Najprej treba poudariti, da je upor proti mnogim zlorabam, ki jih izvršuje oblast, katerakoli, najbolj državotvorno dejanje. Moramo se pa zavedati, da se različne oblike zlorab in nasilja kot virus širijo z vrha navzdol po najrazličnejših državnih ustanovah. Ker imeti oblast nad drugim je namreč najmočnejša droga, ki potegne za sabo vse vrste nasilja. Zato ne preseneča, da imamo toliko mobinga, šikaniranja, različnih pritiskov, vse do nezakonitih odpuščanj delavcev. Posebne vrste nasilja je primeroma vzpostavljanje ideologije, sovražne mnogim ljudem. Pri nas že desetletje cveti neonacizem, ki ga nekatere stranke podpirajo, med drugim tudi vrh katoliške cerkve, najmanj ena stranka pa je tesno povezana z nosilci teh idej. O vsem tem je treba pisati, se pogovarjati, kritizirati in protestirati. In to v vseh okoljih. Dokler si o tem ne upamo spregovoriti, naj si bo to v delovnem okolju ali v partnerskem odnosu, toliko časa ni upanja na spremembe. Mislim pa, da je umetnost, kultura, torej najmočnejša podpora takim spremembam. Če slavimo Prešerna, ne pozabimo na njegov verz: manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Ali pa Kajuha, ki je zapisal: za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Ampak da ne bi prišli do tako tragičnih poti, čeprav so se pred 30 leti že začele in se potem 3 leta kasneje ponovno grozile, zato se je treba upreti pravočasno. In to zdaj, danes, ne jutri.